Je prepevala v Diamantih, midva pa bova danes govorila o rožicah. Zdaj govorim midva, zato ker namreč nisem več sama v studiu, z mano je tudi Jože Krulec, direktor podjetja Zelenice. Dobro jutro, Jože. Čakaj. Živijo vsem. Zdaj te pa čujemo. A si v redu, danes si malo zgoden za studio, pa za Natašče govoriti? Ne, sploh nisem zgoden, jaz vsako jutro začnem z delom, že predčasno, tako moji sodelavci, tako da tole zdaj za nas oziroma za mene že kar sredi dneva. No, pa smo tu, ne? Ker jaz sem tudi že skoraj južno imela. Jože, jaz sem te danes poklicala v studio z enega preprostega razloga. Ker kamorkoli v Celju se obrnem, vidim zelenice. Ampak govorim zelenice, tovornjački, avtočki, kosilnice. Pa koliko je vas na firmi, da ste lahko res vse posod hkrati? Nas je res kar velik, ker se vsako leto širimo. Trenutno je podjetje zaposlenih 53 sodelavcev in sodelavk. Ampak zato, da smo tako vidni, so v glavnem zaslužni oni, ker delajo vse posod in delajo veliko. In torej posebej zdaj v teh ekstremnih vremenskih pogojih jim je res potrebno se zahvaliti in jim dati kapo dol, ker opravljajo ogromno dela za to, da je Celje prijazno, lepo, urejeno. Pa še kak presežnik bi se najdel. No, ravno ko govoriva zdaj o urejenosti mesta, naše Celje cveti. Cvetoče Celje, koliko rožic ste letos se že posadili in koliko jih še mogoče imate v planu? Torej, ja, v Celju imamo trend, da poskušamo zasaditi vsako leto čim več trajnic, torej več letnic, ne. Vsekakor pa te večletnice niso tako, ne dajejo takšnega efekta očem, ki pač so naš organ za čutenje, zatorej posajamo tudi enoletnice. In letos smo mogoče še kakšno več posadili, kot bi jo sicer, ker smo imeli mednarodno ocenjevanje iz strani strokovne komisije Communities of Bloom, ravno pretekli teden, ampak zdaj, ko si vprašala, torej 12.476 enoletnic je zasajenih letos, torej v koritih, na mostovih, na gredicah, na rondojih, torej ja, vse posod in res dajejo lep vtis, čeprav je potrebno povedati, da te ekstremne temperature jim res niso pogodo in jaz upam, no, da tale vročinski val čim prej mine in da bodo tele naše rožice preživele to brez večjih posledic. Ja, se strinjam, ampak kdo je pa preštel vseh teh 12.000 nekaj rožic? To si šel seme pa po seme? Pustimo zdaj, če je kakšna več ali kakšna manj, ampak dejstvo je, da mi te rože torej kupujemo in tudi, ko jih zasajujemo, so preštete, ne. Je pa res, no, da zdaj se že tudi najdejo vandali, jaz bi jim pač apeliral na njih, naj pustijo, če kdo rabi kakšno rožo, naj se raje oglasi k nam, ker to pač potem, če zmanjka kakšno korito, če zmanjkajo rože, deluje zelo neugledno in grdo, in torej, če ima kdo potrebe, pa da nima denarja, mu mi z veseljem pomagamo in mu tudi podarimo kakšno rožo. In ni potrebno torej pač jih jemati tam, kjer pač morajo biti. Ja, ampak a veš, to je tisto, ne, ker so tako lepe, da jih je treba imeti. Ok, lepe že, ne, ampak kot rečeno, tudi mi bomo našli še kakšno lepo rožico, ne, pa bomo z veseljem to podarili, če je res takšna težava, da kdo ne more imeti lepih rož doma. No, ampak poleg rožic sadite tudi drevesa, pa tudi sončnice smo letos posadili. Z vašo pomočjo. Res je, Mestna občina Celje se je pridružila pobudi Slovenskih železnic in smo v Medlogu zasadili eno gredico sončnic. Jaz upam, da bodo uspešno zrasle in bomo potem v jesenskem času deležni tega rumenega lepih cvetov sončnic. Mi v nadaljevanju tudi nameravamo torej te sončnice uporabiti za hrano pticam. Torej, ja, zelo dobra ideja. Mi smo tudi v okolici svojega podjetja zasadili eno gredico, no in bomo videli, kako se bo to prijelo, kajti
tudi prihodnosti bi lahko mogoče še kakšno gredico zasadili s sončnicami, ki res dajejo nek poseben čar, torej ta rumena barva je tako živa in je opadajoča in hkrati tudi lepa. Ja, pa konec koncev tudi barva mestne občine Celje, ne? Če gledava rumena in modra. Res je, zdaj moramo najti samo še modre rože, visoke, približno kot sončnice. Se trudimo, ampak zaenkrat še nismo našli. Jaz sem slaba z rožami, Jože, tako da jaz ti ne morem svetovati. Ti pa lahko povem, da enkrat mi je bom tako rekla, nekdo podaril vrtnico, ki je bila skoraj višja od mene. Tako da sploh nisem vedela, da dejansko to obstaja, ampak dobro, sej, mene prekositi pač ni težko, ne? Bravo, ampak zdaj sem se ravno spomnil, torej sončnice so nekoliko višje, ne? In če pogledaš potem nebo, imaš barve mestne občine Celje, ne? Tako, pa sva našla, Jože, zdaj si boš ti malo odpočil še, ker pol te začnem pa jaz masirati z groznimi vprašanji, sej ne hecam se. Govorila bova še o parku drevesce, ki smo ga zasadili. Boš malo povedal, kako napredujejo naša drevesa. Povedal boš tudi, kako napreduje še mestni sadovnjak, ker tudi tam počasi bo kakšno sadje za obirati. Pa malo se bova pogovorila še tudi o pogrebni službi oziroma o pokopališču Celje, ker tudi tam ste namreč prisotne zelenice po novem. Tako da imava še kar veliko tem za obdelati, zato si odpoči. Se že veselim vprašanj. Potem pa greva mi dalje. Evo, dragi poslušalci, damo eno poletno, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Dobro jutro, dober dan. Evo, z Jožetom sva ponovno z vami. Šuši in Jože Krulec, direktor podjetja Zelenice, sva v vaši družbi in danes bova govorila, oziroma nekaj malega sva že povedala o rožicah, ki krasijo Celje in pa seveda tudi o ostalih stvarih. Trenutno pa, Jože, dobro jutro še enkrat, da te pozdravim za vse tiste, ki so se nama pridružili zdajle. Jože, povedala sva, da koliko rožic imamo nasajenih? 12.476. Jebem ti še natančna številka. Okay, verjetno torej govoriva o enoletnicah, da se razumemo, ne? Tako, ampak poleg teh rožic pa ste zasadili tudi kar precej dreves v Celju v zadnjih letih. Zdaj naredili smo park drevesce, pa mestni sadovnjak, pa tule čez hrib Hudinski, pa Bežigrajska, en kup dreves tudi v Medlogu. Kako uspevajo ta drevesa? So se prijela, kot rečemo radi? Tako je, no, pri drevesih je pač potrebno zmeraj upoštevati, da je vedno nekaj kala, ne? Tam nekje do 10% je normalno in mi se gibamo v teh okvirih, torej nekje smo bolj uspešni, nekje manj, ampak torej drevesa uspevajo, ne? Je pa res, da bo treba v prihodnosti posvečati pozornost tudi vrstam dreves, kajti tile ekstremni pogoji res niso naklonjeni mladim drevesom, ki se rabijo razvijati, ukoreninjati, ampak torej mi se trudimo, trenutno so na nekaterih lokacijah nameščene tudi zalivalne vreče, nekaj jih še nameščamo, torej da bodo drevesa lahko čim lažje rasla. Zagotovo pa je za pričakovati, da bo tudi zaradi teh razmer tudi kakšno drevo pač žal umrlo, če se lahko tako izrazim. Ampak ga bomo seveda z veseljem nadomestili. A bo še mogoče kakšna akcija za sajenje? Sej veš, Jože, jaz sem nora na drevesa, vsak mislim, da bi mogel v svojem življenju posaditi vsaj eno drevo. Jaz imam že 2 drevesi, prosim lepo. Ampak jaz bi mogoče posadila še vseeno kakšno. So še kakšne lokacije v Celju, kjer bi se lahko sadilo? No, zdaj, če govorimo o sajenju in če si želiš saditi, mi te bomo z veseljem povabili naslednjič v jeseni zraven, da boš lahko torej tudi sama osebno prav izkopala luknjo, posadila drevo, dala gnojilo, postavila količke, torej tako, da bo se lahko hvalila, da si pa posadila 10 dreves, recimo, ne. Torej ja, zagotovo se bodo v Celju še sadila drevesa, seveda to je vse v sodelovanju z mestno občino Celje, ki pač predlaga lokacije. Zagotovo je potrebno saditi drevesa, kajti edino to nam potem pripomore k temu, da je toplotna obremenitev v urbanih okoljih manjša. Je pa potrebno povedati, da ne vem, če posekamo eno odraslo drevo,
staro 50-60 let, rabimo zaradi tega posaditi 80 mladih dreves, da dajo približno enako učinek, torej osončenost, kisik in en kup drugih dejavnikov je še, torej 80 mladih dreves, da dajo enak rezultat, torej trenutno kot pa eno odraslo drevo. Zato se mi zelo trudimo, da odrasla drevesa vzdržujemo, negujemo, da so čim dlje vitalna in na ta način izboljšujemo kvaliteto življenja v mestu. Ravno danes, ne vem, če si videla, pred vašo zgradbo urejujemo tale drevored. Želimo si, da bi ta drevesa čim dlje živela in na ta način bodo tudi recimo vaši avtomobili nekoliko bolj hladni, ko se vrnete po službi v njih, oziroma tudi okolica zgradbe je toplotna obremenitev bistveno manjša, kot pa bi bilo sicer, če teh dreves ne bi bilo. Zdaj, povedala sva že tudi, da poleg enoletnic smo zasadili tudi sončnice, ampak moramo pa povedati, da zelenice pa niso samo tisti, ki skrbijo za košnjo trave, pa jeseni za spravljanje listja in cvetličenje, ampak ste tudi en del gradbenega podjetja v narekovajih, ki skrbite tudi za obnovo igrišč, postavitev igrišč in letos ste prevzeli tudi mestno pokopališče Celje. Res je, mogoče sva tu pozabile še, da imamo sodelavke, torej imamo tudi program čiščenja, kjer pač izvajamo čiščenje kar nekaj javnih objektov in institucij. Imamo gradbeno-obrtniški del, v bistvu gre za manjša gradbeno-obrtniška dela, za vzdrževalna dela in pa tudi v nekem delu tudi izgradnjo igrišč. Lani smo uspešno obnovili tudi 2 zaklonišči. Trenutno smo pričeli z izvajanjem, torej smo bili uspešni na javnem razpisu, ki ga je pač Mestna občina Celje objavila in smo bili izbrani kot najugodnejši izvajalec za izgradnjo igrišča na Škapinovi ulici. Že enega smo zgradili letos na Podjavorškovi. Mestna občina Celje ima v planu v prihodnje še več takšnih projektov. Mi smo pač potrudili oziroma si želimo, glede na to, da imamo sedaj že kar nekaj izkušenj na tem področju, da bi bili kot najugodnejši izvajalec. In takšne površine so zelo, zelo dobrodošle in po odzivih uporabnikov in tudi tistih, ki pripeljejo te najmlajše na igrala, kajti vsa ta igrišča so nekako sedaj zasnovana tako, da starejši lahko tudi zraven spremljajo, tudi imajo kakšna svoja igrala, kot recimo na Brodarjevi, kjer imajo rusko kegljišče, pa možnost igranja šaha. Torej v teh okolicah igrišč je torej tudi, to so večgeneracijski prostori in tako so tudi nekako zasnovani. Omenila si tudi pokopališče, z 2.3. je naše podjetje prevzelo javno službo izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. Seveda smo še precej novi, ampak kar nekaj stvari pač smo že uredili. Naj povem, da od tega tedna naprej je na pokopališču tudi nov prostorski pregledovalnik, torej da kdorkoli pač pride na pokopališče, lahko tudi najde grob posameznika, torej samo vtipka ime, priimek ali pa kakšen drug atribut in lahko najde brez težav na pokopališču z skoraj 9000 grobovi, torej grob, ki ga išče. Mi se skupaj s pogrebno službo Ropotar izvajamo pogrebno dejavnost, kjer smo kar dokaj uspešni na samem vzdrževanju pokopališča, pa bomo z našo ekipo pridnih sodelavcev in sodelavk v najkrajšem možnem času si želimo, da bi to pokopališče bilo primerljivo tudi z ostalimi večjimi pokopališči v državi in pa tudi izven. Kot rečeno, gre nam dobro, rabimo pa še nekoliko časa, zato si tudi želimo odziva tistih, ki obiskujejo, kaj si še želijo, kje vidijo še kakšno pomanjkljivost. Mi pa se bomo potrudili, da bo pokopališče v prihodnosti kot nekakšen park in kraj spomina na naše preminule. Zelenice ste kar povsod. Ste tako ena hobotnica z lovkami, ko ste kar na večjih področjih.
in zelo tudi uspešni na teh področjih, ne, če tako gledava. Jože, kako je voditi takšno firmo z več kot 50 sodelavci? Torej, jaz večkrat sem že poudaril, ne, da prihajam iz kmetije in sem na to ponosen. In v tem delu, torej v delu, ki ga mi upravljamo, gre v bistvu v velikih primerih tudi za dela, ki se upravljajo na kmetiji. Ne. In mene je to delo blizu in zaradi tega sem tudi, bom rekel, precej verodostojen pri tem svojem delu in moram reči, da s sodelavci in sodelavkami zelo dobro sodelujem in moram reči, da smo kot ena ekipa, ki pač dela dobro. Ne bom rekel, da ne moramo delati še bolj, se trudimo in bomo zagotovo v prihodnosti, ker smo še precej mladi, imamo še ogromno stvari za postoriti in torej, če sprašuješ, kako je voditi, ni tako težko, če delo upravlja z veseljem. Torej, ne vsako jutro pridem z veseljem v službo. Je res, da je kakšen dan, mogoče kakšna luna, ki se pelje tu preko Celja, mogoče ni zdaj vedno nasmeh na obrazu, ampak kakorkoli že, mi se trudimo in da bi torej to naše podjetje bilo najboljše. Ne? Seveda imamo v tem delu še veliko možnosti za razvoj in za napredek na vseh področjih in kot rečeno, mislimo v dobrobit torej vseh občank in občanov maksimalno potrudili in da bomo lahko torej vsi skupaj zadovoljni. Moram pa povedati tudi, da naša dela upravljamo tudi za trg, takrat, kadar imamo proste kapacitete, z veseljem torej uredimo kakšen vrt, posadimo kakšno drevo, izvedemo kakšno manjše gradbeno obrtniško delo, čiščenje, košenje trave, torej v primeru prostih kapacitet smo na voljo tudi kot servis. Se pravi, te lahko jaz pokličem, Jože, treba je priti pokositi. Res je. Ok, ampak eno vprašanje še. Najbolj bizaren telefonski klic, ki ste ga kdaj dobili na vaše podjetje? Torej, ja, najde se takšni. Zdaj, bizarnost je lahko, nekdo razume kot bizarnost, nekdo kot resno zadevo, ampak klic iz prejšnjega tedna, okrog 12, pol enih, zunaj, ne vem, 33-35 stopinj. Ja, direktor, vaši fantje pa sedijo v senci. Meni je bilo to bizarno, kajti, a veste, zdaj pri teh temperaturah cel dan na hrbtu nosite lakserico, kot mi rečemo, oziroma kosilnico na nitko in pri tem pač trdo delati in da si ljudje potem ne bi smeli vzeti 10-15 minut počitka, je malce bizarno, ampak razumem torej občanko, ki je pač poklicala v smislu tega, da bi čim več in čim bolje naredili. Mogoče je to zdaj čista zadnji, se še pa najde tudi kakšen drug, ampak pustiva to. Naprimer, da trava prehiter raste? Tudi to dobimo, da trava prehiter raste, dejansko, ja, kadar je letos je bilo tudi precej vlažno tam v začetku aprila, ne, in je trava nas v nekem trenutku tudi prerasla, ja pač, lejte, trava raste in je pač potrebno počakati, da pridemo naokrog, ne. Je pa takrat tudi v redu, zato da mogoče imajo pač čebele in opraševalci nekoliko več pojedin v tistem času, ko pa nas še ni tam naokrog. Ja, Jože, najlepša hvala, ker si se danes takle na horuk oglasil k meni v studio. Hvala za povabilo. Pridi še večkrat. Z veseljem. Še večkrat, kajti naj povem tudi, da Zelenice podpirajo tudi naše dogodke, tako ste bili tudi. Aha, poglej, ko prekinali so naju. Se vrneva nazaj. Evergrill v Žalcu je za vas med tednom. Zažareli smo v nov dan, v tale današnji četrtek. Z mano v studiu je še vedno sicer gospod Jože Krulec, direktor podjetja Zelenice. Jože, še enkrat pozdravljen. Živijo. Ampak zdaj bova mi da to rekla počasi adijo, ker sta bila malo predolga in so naju kar povozili oglasja. Si to videl? Ja, šefi že vejo. Šefi že vejo, tako. Hotela sem se samo zahvaliti, kajti Zelenice ste tudi podpornik naših dogodkov. Eden izmed teh je tudi bila otvoritev Šmartinskega jezera, oziroma otvoritev poletne sezone na Šmartinskem jezeru. Veseljem. Tisti ta glavni naš dogodek pa je pohod na Celjsko kočo, ki pa bo letos že konec novembra. Tako da hvala tudi za to in hvala tudi za vse ostale projekte, ki jih podpirate, ker vemo, da ste pridni. Tako da pridni ste ne samo pri svojem delu, ampak tudi pri podpiranju lokalnega dogajanja. Tako da res Hvala. Lepa hvala iz naše strani. Hvala. Jože, kdaj se vidva spet?
zaradi mene lahko že jutri, to v tvoji družbi je vedno zelo prijetno. Jutri ne, jaz mislim, da je čas, da greš ti mogoče malo na kak dopust, da malo daš možgane na off, pa ko se vrneš, narediva še eno o mestnem gozdu, ker tega sem pozabila omeniti. Res je. Koliko hoste imamo okoli Celja? Ja, tam je 450 hektarjev. Ste slišali? In za vse te hektarje in travnike skrbi koliko tvojih sodelavcev? Torej, vseh nas je 53. Tako da vsi, ki boste kdaj na cesti ali pa v okolici kjerkoli videli zelenice, dejte jim pomahati, enega ljubčka poslati, pa mogoče jih tudi objeti. Razen mogoče, če je res preveč vroče, ne. No, mislim, naši fantje bojo veseli. So zelo veseli vsake pohvale, seveda pa, da ne bo to zdaj izgledalo, da se bojimo kritik, smo zelo veseli, če so konstruktivne kritike, kajti edino na tak način lahko tudi izboljšamo naše delo in mi se seveda trudimo, da vse skozi izboljšujemo naše delo. Zato, torej, ja, seveda pohvala, pa naši fantje so izjemno, pa tudi dekleta, izjemno veseli, če slišijo kakšen pozitiven odziv ali pa v teh vročih dneh, če kdo pride naokrog s kakšno vodo ali pa mogoče s kakšno brezalkoholno osvežilno pijačo, vam bodo zelo hvaležni. Hvaležni smo vam tudi mi. Jože, še enkrat hvala za tako hiter odziv. Odpoči si. Hvala. Pa prosim, poskrbite seveda za naša drevesa tule na našem parkirišču. Bomo zelo veseli jesence. Hvala. Dragi poslušalci, mi pa gremo naprej z Sandijem in seveda v tvojim mislima.